Za nakup rabljene opreme imamo vedno več možnosti. Najboljša opcija, po mojem mnenju, so pa smučarski sejmi, ki jih organizirajo smučarska društva, in to se začne v drugi polovici novembra po celi Sloveniji. V Ljubljani recimo je sejem največji od 22. do 25. novembra, kjer je ponudba res raznovrstna in velika. Plus tega je velika prednost, ker tam sodelujejo ljudje, ki imajo radi smučanje in se smučanje tudi ukvarjajo. Njihova naloga je tudi svetovati, kakšno opremo, kaj gledati, na kaj biti pozoren. Pri rabljenih smučeh je najbolj pomembno, poleg vršnega videza, kako so ohranjene, tudi kako je ohranjena drsna ploskev in robniki. Drsna ploskev se jo pregleda in se v bistvu ugotovi, koliko je utrujena. Pri otroških smučeh ponavadi to ni toliko hudo, zato ker otroci so lahki in ne naredijo hudih poškodb. Dobro je, da če se pogleda tudi smuča, če ni slučajno kje odprta, to pomeni, da je med robnikom in maso, da so kakšne reže ali pa kaj takega, ali pa med robnikom in stranskim delom smuči. To je sicer zelo težko vidno, to najbolj pokaže potem sama uporaba, ker se smuči malo napijajo vode in se napihne. Tako da to najdeti pri samem nakupu je že kar umetno. Pri vezeh je pomembno to, da čevelj lepo sede v vezi. To pomeni, da ta razdalja pa dolžina podplata mora biti nekako identična. Ko zapnemo, imamo indikator vzdolžne elastičnosti, ki nam pokaže, ali je vez pravilno nastavljena glede na dolžino čevlja. Pomembno je tudi, da sta spredaj in zadaj na tem indikatorjih nastavitve jakosti vezi, da so vrednosti enake. Pri smučarskih čevljih je največji problem to, da prvo kot prvo skoraj vsi uporabniki kupujejo prevelike čevlje. To je prav hiba, zaradi tega, ker vsi se bojijo, da jih bodo tiščali, da bodo noge bolele in tako naprej. Druga stvar je pogledati malo, kakšne stanju je rabljen čevelj. Pogledamo školjko in preverimo zaklopke. Pri bistvu, a se to lepo zapira, a so skrivljene, včasih so kakšne tako malo skrivljene, pa se težko zapenja. Predvsem pri otroških, ki je pa bolj plastična varianta, je pa velikokrat počena ta zaklopka. To se ne vidi, v bistvu morate malo bolj na grobo zapreti, da se vidi, če ima kje v bistvu kakšno razpoko oziroma če je sploh počena. Kar se tiče pa notranjih čevljev, se ga pa da ven in se ga pogleda, koliko je ubogi. Ker če je veliko uporabljen čevelj, se sam od sebe odlikuje vedno po nogi uporabnika. Pri čevlju rabljenemu je vedno potrebno prekontrolirati tudi, kakšno je stanje podplata. V veliki večini so odhoje, čevlji precej utrujeni, to se vidi predvsem tukaj spredaj in zadaj. Pomembno pa je to, da je to dobro, da je lepo ohranjen, zato ker to je zelo pomemben del, kako prime vez, varnostna vez čevelj. In v bistvu, če je preveč rabljen, preveč zmatran, ne vem kakorkoli, vez zopet ne funkcionira tako, kot bi mogla. Tako da to je treba preveriti. Je pa to, recimo, se da pa to v veliki večini primerov čevljev tudi zamenjati za nove. Vedno, skoraj vedno. V palicah samih je najbolj pomembna pod prvo dolžina. Dolžina se kupuje na 0,7 telesne višine, približno. S tem, da potem se, ko se da na tla, se takole prime in mora biti nekje do pasu. Tukaj mora biti prav kota. To je to. Potem se pa še pogleda, kako izgleda tale krpeljica in pa predvsem tale jerman, pas, kako se v bistvu, ali je dosti dolg tudi. To je načeloma treba probati z rokavico, potem z rokavico velikokrat ratajo prekratki in pa če držijo te zaponke.